Hvala za besedo, lep dober večer v Postojni, imate burjo, piha, to je dober, to je dober. Veste, burja utrdi človeka, utrdi. Marsikaj nas je že utrdilo in nas bo še očitno. Glejte, pred nekaj leti smo že govorili vse povprek o krizi, ki nam grozi in v katero se poglabljamo. Lani, pred enim letom, so tudi banke že zaprle svoje pipice, ni bilo več kreditov in kot po tekočem traku so v zadnjem času padala podjetja, podjetniki zapirali svoje firme, ker ni bilo kreditov, banke izčrpane. In lani, sredi poletja, je prišlo na dan, da so naše banke do konca izčrpane in je večmilijardna luknja v Novi Ljubljanski banki, nacionalni banki, ki smo jo vsako leto po več 100 milijonov dokapitalizirali iz naših žepov. Tuje banke, tujih bank ni treba dokapitalizirati. In kdor ima prvni kredit ali pri drugih bankah, da svoje račune obrtniki dobijo kredite. Ne treba nič dokapitalizirati. Ja, zakaj mislite, da jih ni treba? In seveda, vlada je to videla že spomladi. Mi smo ujetniki, nekdo nam je ukradel državo. Mi smo ujetniki izropanega finančnega sistema in treba je, saj denarja sedaj iz Cipra takoj ne bomo dobili, nemogoče vprašanje, samo treba je prekiniti sesanje, črpanje, vse tiste okrog korita je treba nagnati. Nagnati, treba je prekiniti to prakso. In seveda se je lotila bančnega sistema, ta vlada, holdinga. In kaj vse je v lanskem letu bilo poskušeno, da bi ta zakon padel, če ne drugače na referendumu. In potem, ko je Ustavno sodišče reklo, hop, ne, tukaj gre pa za državo, gre za socialno državo. Moramo mi ohraniti, moramo osvoboditi to državo, če hoče biti socialna. Revna država ne more nič pomagati. Izropane banke, izropan finančni sistem ne more nič pomagati. Konc raznih, tudi pokojnin konc. No, in ko je prišlo tako daleč, da bo ta zakon začel veljati, se je začela še globlja kriza. Najprej demonstracije, vsi politiki, ven vse treba nagnati, vse, kar je na demokratičen način skonstituirano in urejeno, še tisto, kar je pravna država, je treba razhajkati. Vsi pozivi, da rabimo pravno državo, se niso končali na sodstvu. Ne, pa čeprav s pravno državo sodstvo zagotavlja. Kdo pa drug? Kdo drug? Kdo lahko zagotovi, da bo Zbiljski gaj rešen? Da bo investitorji v Zbiljski gaj, da bodo dobili denarje nazaj. Kdo, če ne sodstvo? Pa so packali, dokler ni zastaralo. Kdo lahko balkanskega bojevnika obsodi in prime za vrat? Ja, kdo, če ne sodstvo? Pa je bil oproščen? Ne? Kurje tatove bojo pa zvili do konca. Ampak ne, ni govora o sodstvu, ampak o politikih. Tisti morajo iti. Predvsem tisti, ki hočejo narediti red v finančnem sistemu, zapreti tiste seske, na katere so prisesani določeni lobiji in seveda urediti sodstvo. Tiste je treba razgnati. Zanimiv scenarij. Pa smo mislili, sedaj ob novem letu se je nekako že stvar stabilizirala, nekako lučka se je pokazala na koncu tunela,
Pa ne tista lučka, veste, vlak, ko prihaja. Ampak ta prava lučka, kajti, če bi tisto lučko gledal, ki smo jo mi gledali lani, pred koncem leta, tista lučka je ostala na mir, jo ni bilo. Samo če greš vztrajno proti tisti lučki, se veča, se svetlika. To zaprav ni vlak, ki gre nasproti. Tist bi te povozil, tudi če seveda mirno stojiš. In ko smo že mislili, da bomo tudi kredite in izhod iz krize olajšali z ustreznejšo bonitetno oceno v tujini. Celo nekatere tuje banke pri nas so že dale informacijo v tujino, da se splača investirati v Slovenijo. To je bilo takoj po novem letu. Te informacije so šle v tujino. In ko smo vse to upali, poglejte, se nam je zgodil veliki pok, se nam je zgodilo poročilo protikorupcijske komisije. Namreč, ko so demonstracije pripravile teren pouličnega linča, češ stran mora odstopiti, in ko je Kangler odstopil, jaz sem bil žalosten, ko je odstopil. Zakaj? Poglejte, na demonstracijah je bilo 1000–2000 ljudi, od tega morda 1200–1300 Mariborčanov, drugi so bili drugod, od teh morda, veliko je bilo mladoletnikov in podobno, od tega morda 1000 ali 900 volivcev, volilnih upravičencev, to je pa 1% mariborskih volivcev, tam je 90 000 volilnih upravičencev in Kangler je na volitvah na prvem krogu dobil večino. In sedaj naj bi ta procent volivcev rekel, iti mora, nas nič ne briga mnenje 99% ostalih volivcev, a je to demokracija, no. Volivci morajo vedeti, če je on naredil kakšne napake, če je kaj koruptivnega, to morajo volivci vedeti. Volivci morajo vedeti to. Ne pa nekaj ljudi na cesti zahteva, ker potem ne potrebujemo volitev. Zakaj? Potem bomo samo poslušali, kaj na cesti govorijo, pa bomo tiste ljudi postavili, pa odstavili. Konc demokracije. No, in ko je ta linč se uveljavil tudi na nivoju državnega sveta, vi sami veste, tudi tam Kanglerji niso dali mandata, s kako pravico vas, prosim vas. To je tako, kot če bi državni zbor, ki je tudi lani bil konstituiran, pa mora potrditi mandate izvoljenih poslancev, rekel, ne, Janković pa ne bo dobil mandata. Ali pa da bi se večina zmenila, pa bi rekla, poslanske skupine Pozitivne Slovenije ali pa ne bomo spustili v parlament. Ta logika se uveljavlja. In ko se je že naredilo vzdušje linča, je prišlo to poročilo. In ob tem vzdušju linča, naslednji trenutek, ko je prišlo poročilo v javnost, Virant Janša mora odstopiti. Ne, da bi svojega kolega v koaliciji, v vladi vprašal, ti posluš, pa kaj je na tem, deno kaj povej. In ko bi slišal mnenje Janše, bi morda, če bi bilo kanček poštenosti v njem, bi rekel, ja, to je pa drugače, kot protikorupcijska komisija piše. To se pravi, mi rabimo nekoga, ki bo to presodil. Pa dejmo, mi imamo inštitucije, ki sodijo in obsodijo na vse zadnje. Imamo sodišče, dejmo na sodišče. Pritoži se, dejmo na sodišče. In če bo dokončna odločitev sodišča, potem boš pa moral iti. In Janša je rekel, če je tole res, potem jaz ne bi smel biti tukaj. Ne bi smel biti tukaj. A tisto, dokler nisi pravnomočno obsojen, si nedolžen, a to nič več ne velja? A smo to črtali? A so ta načela demokratična že do konca povožena?
to je hujša kriza od finančne. Bolj nevarna. Veste, finančna kriza je pa gre, ne? In se poberemo. Če bomo mi pustili to krizo, moralno krizo, krizo demokracije, da se poglobi in da nas odpelje, kam nas bo odpeljala? Kako nazaj? 20 let se kopljemo iz prejšnje miselnosti in sistema, pa še nismo prišli daleč. In zdaj naj gremo nazaj v neko čudno vzdušje, čudno politiko, kjer bo 3-članska komisija sodila in obsodila brezprizivno, ne boš se mogel pretožiti in te bodo obsodili. Vse smo imeli nekoč ljudske odbore, ne? Po vojni. 3-članska komisija je odločila, da greš takoj od tam, kjer si zaslišan, na Goli otok. Pa niso rekli na Goli otok, sam nekam drugam. In so potem domači leta in leta spraševali, kje pa je naš? Kje pa je naš? Tako se je delalo. A si želimo ta čas nazaj? Točno isti principi veljajo v tem zadnjem primeru. Veste, pa komisija ni rekla, da mora Janša odstopiti. Ne. Vse tega ne more reči. Ne. Samo dala je neke namige, dala je, da je šlo za korupcijo. In Virant v šusu odstopiti mora. In ljudje to kupijo. Ljudje so to kupili. Pa ne samo ljudje, tudi drugi koalicijski partnerji. Sam Nova Slovenija se je nekako uprla. Če bi bil jaz na Janševem mestu, jaz ne bi zdržal, bi rekel, 50 solid. Ampak vseeno se jaz vprašam, kaj je tako groznega v tem poročilu, da koalicijski partnerji z Virantom na čelu ne vidijo drugega izhoda, kot da mora Janša odstopiti. 3 stvari so v tem poročilu ključne, vse verjetno niste brali, ampak 3 stvari. Prvič, očita samo kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženju. Namreč vsak poslanec, vsak funkcionar mora na začetku mandata pa vmes poročati svoje premoženjsko stanje. In tukaj ni bil vedno dosleden, je kršil ni v pravem roku. Drugič, premoženje, drugi očitek, premoženje se mu je nesorazmerno povečalo za 210 000 evrov v času preiskave. Oziroma, preiskava je obdelala 9-letno obdobje od 2004 do 2012 in v tistem času je nesorazmerno se povečalo njegovo premoženje za 210 000 evrov. In potem tretji očitek, posestvo v Trenti je prodal za 10-krat večjo vrednost, kot pa je vrednost, kot jo je ocenila komisija. To se pravi, posestvo v Trenti 10-kratno vrednost. A to so hude obtožbe, ne? To ni enostavno. In to se je treba zamisliti. Gremo po vrsti. Kaj pa komisija ni upoštevala? Prvič, ni upoštevala, da mora pri preiskavah vseh preiskovancev uporabljati jasno določeno metodologijo preiskave. Najprej glede, in sicer tukaj so bile 3 kategorije. V tem poročilu so zmešane 3 kategorije, ampak kdo previdno bere, so 3. In sicer je Janša, je Janković, druga in tretja kategorija so ostali predsedniki političnih strank. Pri ostalih predsednikih političnih strank niso našli nobenih nepravilnosti, čeprav jaz vem, da je kar nekaj njih večkrat kršilo rok prijave svojega premoženja. Tudi jaz sem ga. Večkrat. Še povem.
Rok prijave je bilo seveda do 31. januarja. Tam nekje marca, a si ti prijavil? Kaj pa? Ja, in sem potem hitro prijavil. Se je zgodilo, da sem prijavil v začetku januarja in sem dobil čez en mesec, torej februarja, poziv, da moram prijaviti premoženje. Sem prijavil, drugič sem rekel, ja, pejte se solic, sem poslal kopijo, samo doma, takrat sem prijavil, sem dobil 3. aprila 3. poziv. In sem potem, od takrat naprej sem vsako leto samo s povratnico pošiljal. Enkrat, ampak sem kljub temu dobil enkrat na France, drugič pa na Franc Cukjati. Veste, to je smešno. Pa tudi glede tega se jaz vprašam, poglejte, katera, če rok zamudite, mora komisija vas opozoriti v enem mesecu. Če ne, če kljub temu ne, vas oni obdolžijo, plačaš kazen 400 do 1200 evrov in če ne, potem ti oni preko posebnega postopka začnejo trgati 10% plače. Doslej še nihče v Sloveniji, kar jaz poznam, politikov, niso plačali ne kazni in ne 10% plače odtrgovali. Kako zdaj razlog zamuje, tudi Janša ne, kako razlog utemeljevati, da mora odstopiti? Zaradi tega. No, seveda, druga stvar, kjer niso upoštevali pri oceni teh 210 000 evrov zvišanega premoženja, niso upoštevali, kakšno je imel začetno stanje leta 2004, se takrat, kot jaz vem, ni bil klošar, ni hodil po Ljubljani kot cigan, ne vem, no. Na vse zadnje je že do takrat 15 let, 14 let bil ali poslanec, ali minister, vsekakor na eni funkciji, nekje pa ja prešparal, se on ni, ne vem kako, veste, ohrn pa šparal, ampak nekje pa vendarle prešparal, ne? Če vsak mesec dobil 3000 evrov v kešu. In seveda potem še naprej niso upoštevali dedovanja, niso upoštevali anuitet, ki jih je plačeval za kredite, niso upoštevali žene, veste, Urška, 6 let skupnega gospodinjstva, kot zdravnica, če je kaj dežurala vsak mesec, pa ja, 2000 evrov tegne, no, premedun, no. In skupaj najmanj 5000 evrov, pazite, 5000 evrov v tem času, ki je bil pregledovan, si jaz zaračunal, pa še v Trenti prodana parcela, posestvo, je 435 000 evrov. Ja. 210 000 evrov je pa res, no. Sej tudi glede posestva v Trenti, gre za 15 000 kvadratnih metrov na elitni lokaciji, ob Soči, z gradbeno parcelo, nadomestna gradnja je možna, in 131 000 evrov je čisto normalna cena in Finance so ugotovile, da je to nekoliko podpovprečna cena za tisti kraj, tako da bi rekel, no, Janša trgovec glih ni, no, če je podpovprečno prodal, no, ampak goljuf pa tudi ne, ne. No, in sedaj vas jaz vprašam naslednje. Ob vsem tem, ko je linč tako lahkotno zaživel pri nas, ko smo pravzaprav prišli tako daleč, da so tudi tista, veste, normalna načela sodelovanja, recimo v vladi, da svojega kolega niti ne vprašaš, ti posluš, a je res kje na tem. Da pravzaprav na prvo žogo vrže nekdo kamen.
Veste, kako je tisto, kdo brez vas je brez greha, naj prvi vrže kamen. A mislite, da je veron brez greha? Če bi bil brez greha, sploh kam na vrgu ne bi, tudi v Jankoviča ne. Jaz ne poznam človeka, ki je brez greha, da bi metal kamne v ljudi. Ne. Pa on ni veron brez greha. Ni brez greha. Vi veste tisto afero, ko je kot nadomestilo plače po končani funkciji prejel 66 000 evrov, ob tem pa še 95 000 evrov zaslužil in je potem na hitro, ko je ta afera prišla na dan, brez upoštevanja kakršnih koli rokov, ko je ta afera prišla na dan, je plačal še tist dodatek ali dohodnine ali davka, da ga ne bi kdo preveč vlačil po cajtnikah. To je svetohlinstvo, oprostite. To je svetohlinstvo zahtevati potem na prvo žogo zaradi nedokazanih insinuacij in podobnih stvari, da odstopi njegov kolega. To je svetohlinstvo, tega pa jaz ne prenesem, oprostite. Kaj pa drugi? Kaj pa drugi? A mislite, da so drugi tudi brez greha? Imamo razne podatke, podpisane, kakšne stvari, ampak jaz pravim, dokler mu ni dokazano, naj je nedolžen, ga ne bom linčal. Virant sam je v državni zbor prinesel metodo linča. Poglejte, kakšne afere smo lani cel let poslušali. Ta je golfal pri izpitu, ta je svojo diplomo, je prepisoval diplomo, pa to, pa uno, pa tretje. In vleko na dan vse tudi stare grehe, za katere so že bili kaznovani, pa so odslužili svojo kazen. Ja, kak odnos je pa to do poslancev? Pa kaj delam ta briga, kaj je ta in ta poslanec v svoji preteklosti počel? Ja, pa kaj ga briga? Ne rečem, če dela nevljudne ali v sramoto stvari v parlamentu, jasno, da je odgovoren predsednik parlamenta. Kaj pa njega briga, kaj je druge? To je stvar, mi imamo posebne inštitucije, da sodijo in obsodijo. Ne more si oni imati vlogo sodišča. Ja, a zdaj bo pa vsak sodil, vsak posodil in obsodil, mi imamo v zakonu, če poslanca sodišče obsodi in mu dodeli kazen 6 mesecev zaporne kazni, 6 mesecev ali več, mora iti iz parlamenta. Vse imamo to določeno. In to vzdušje, pred par dnevi mi je eden od poslancev rekel, ti grozno je v parlamentu, grozno vzdušje. Grozno vzdušje. Veste, in to vzdušje takega linča, spontanega, kar tako linča na cesti, nekaj sem slišal, zdaj ga pa pomedli. To se seli med ljudi. To je moreče, to je mučno. Enkrat sem rekel, namesto neves pod Triglavom, bomo dobili pekel pod Triglavom. In sedaj, če Janez Janša odstopi, dobre, on se bo oddahnil, ampak mi pa ne. Jaz sem rekel zadnjič v Unionu, ne bo jokal on, jokali bomo mi. Pa ne zaradi izgube Janše. Ne. Ampak zato, ker bo s tem legitimiral take nedemokratične postopke. Ker bo s tem zabetoniral tisto proceduro, tisto zadevo, ki se že kar nekaj časa vleče. Veste,
da je pred leti Erjavec odstopil zaradi Kant. To je bilo noro. Prosim vas, to je bilo noro. On bi moral takrat tisto resno vzeti, v redu, bomo to popravili, ker so drugi mandati zašuštrali. Ali spregledali, ali niso izvedli in podobno. Ali pa vse nek postopek bi bil, ali on kriv, da je to ali ne. Taka demokracija ne more dolgo zdržati. Ne more. Ali se izboljša, bistveno izboljša, ali postane demokracija, ali jo pa izgubimo. In taka država ne more funkcionirati. Ne more. Glede, in sedaj ta zahteva, da naj odstopi. Slepa zahteva. Ne glede na posledice, slepa zahteva. Da naj odstopi, zdaj takoj. Mi imamo v glavnem možnosti seveda konstruktivne nezaupnice, kjer pride skupina, kjer se neka nova koalicija izoblikuje nek dogovor in dajo novega kandidata in se zamenja predsednika vlade. To traja 14 dni. 14 dni je mrtvega teka in potem spet nova vlada požene zadeve naprej. In ne bi bilo nobene močne pauze. Če bi Janša zdaj odstopil, potem vsa procedura, veste, imenovanje novega, predlaganje novega mandatarja, iskanje, predlaganje, pa potem zopet to, pa uno, pa tretje traja. Vse smo videli, koliko časa je trajalo, tudi v primeru, če gre za predčasne volitve, traja pol leta, ne? Pol leta mrtvega teka. To je strahota v tem času za Slovenijo, resnično. To je tudi danes na tiskovni konferenci Janša zelo jasno povedal. Veste, ta neposredna zahteva, da mora odstopiti, to me spominja na primer menimo filmu. Je bilo nekaj podobnega, ko avion leti skozi tornado. To se pravi najbolj kritična situacija. No, zdaj pa, da nekoliko parafraziram, po svoje ta primer leti avion in v torbi najdejo pri glavnem pilotu najdejo dva sendviča. In potem rečejo, kje je to dobil? Nič ne vprašajo, mogoče je pa od doma prinesel. In stjuardesa bo rekla, ja, se tukaj so bila odprta vrata, lahko da je tukaj ukradel dva sendviča. Torej, ne vem, da se ne vpraša, mogoče je od doma, ni šans, takoj mora odstopiti. In pilot reče, v redu, potem pa naj en drug prevzame to, ne? Ne, to pa ne, kar odstopi. Ja, poslušajte, avtopilot je izključen, ker v tornadu se avtomatično izključi. Ja, odstopi. Ja, tako je to. Po tem avionu smo mi vsi. Se pelamo. Če bi bilo kanček resnosti pri teh, ki zahtevajo neposredni takojšen odstop, bi lepo tiho se šli meniti in iskati novega mandatarja za božjo voljo, no. Če bi bilo kanček resnosti, ampak, veste, ni pomembno to, lahko se država sesuje, ni pomembno. Pomembno je, da ostane Ljubljanska banka taka, kot je, mi jo bomo pa vsako leto dokapitalizirali iz mojega in vaših žepov.